Ja, kako je prišlo do te knjige? Jaz sem po izobrazbi strojnik, zato sem stereotipno se začel zanimati za avte. Me pa zmeraj zanima, kako je tehnološki razvoj oziroma njegov vpliv, kako je vplival na naše vsakdanje življenje. Hkrati me zmeraj zanima, zakaj so si določeni izdelki, ki nastajajo na različnih koncih sveta, mogoče različni tudi časovnem obdobju, po eni strani zelo podobni, po drugi strani pa zelo različni. Recimo žlica je po celem svetu zelo podobna, žage so pa že lahko čisto drugačne, čeprav delajo zelo podobne stvari. Zdaj avtomobili so v bistvu definirali 20. stoletje. Z njime povezan tako razvoj, ne samo tehnološki, tudi delovna mesta in vpliv na okolje. Šele v današnjem svetu, v današnjem času se začenjamo zavedati posledic prepoceni prometa. Danes v bistvu tako kot cel svet se premika. Ne govorim samo o tem, da se vrti okoli, ampak mogoče za drugo knjigo. Knjiga je v bistvu narejena, začetek je nek zgodovinski pregled z mislijo na zanimivem poteku dogodkov. Ta tehnološki razvoj prometnih sredstev je zelo skupinski šport. Recimo dokaz 200 metrov tlele imamo prvo leseno kolo na svetu. Potem v naslednjem delu sem hotel nekako preveriti stereotipe v avtomobilih skozi neko obilje podatkov. V današnjem svetu res imamo obilje podatkov, je pa zanimivo, da do določenih podatkov pa ne moramo kar tako prijeti. Do podatkov zavarovalnic. So ženske res boljše voznice od moških? Ene podatke sem najdel, kar potrjuje to. Pa o tem, ali so vozniki nemških avtomobilov res slabše, tega pa nisem najdel. Potem sem nekako probal lastnosti avtomobilov, kako se skozi zgodovino spreminjajo velikost, moč, hitrost, tudi cenovna dostopnost znamke, pa barve so tudi zanimive. Potem je pa tudi zelo pomembna ta ocena vpliva na okolje, finančno, zdravstveno, prometna varnost, tudi o urbanizmu se malo govorim in nekako zaključim s pregledom bodočih tehnologij, ki nas najbrž še čakajo za vogalom.